Lepo pozdravljeni, spoštovani gledalci, cenjene gledalke in sicer v poslanski pisarni. Z nami je Aleš Rezar, član poslanske skupine Svoboda, prvič v našem studiu, kaj ne? Lepo pozdravljeni in zdaj kar na začetku sem rekla Aleš, čeprav je Aleš, kaj ne, ste Savinjčan. Lep pozdrav, ja, tega sem že navajen, da me zamenjujejo tako, da slišim na Aleš ali Aleš, tako da ni noben problem. Tudi priimek, ne, marsikdo napačno oziroma drugače naglaša. Torej, rekla sem Savinjčan, živite oziroma tudi odraščali ste v Ločici ob Savinji, kaj ne? Predvidevam, da je bilo to kar eno mirno, lepo otroštvo. Tako, to je moj rojstni kraj, tudi zdaj živim v Ločici, še vedno, sicer sem se preselil. Otroštvo je bilo preprosto, polno ljubezni in zelo v sožitju z naravo, tako da imam res lepe spomine na otroštvo. Se je pa pokrajina od takrat precej spremenila, no. Naše naselje drastično narašča oziroma populacija narašča in temu primerno se spreminja tudi naselje. Ste vmes po študiju recimo živeli kje drugje? V študijskem času sem živel seveda v Mariboru, ampak to je bilo bolj tole tedensko potovanje, ja. Povejte, delali ste v elektrogospodarstvu po študiju v Mariboru. Leta 2015 ste se zaposlili v podjetju Elektroenergija, leta 2017 v podjetju GEN-I. Pa me najprej, preden greva na znanstvo s predsednikom vlade, zanima, bili ste zaposleni kot specialist za napovedovanje, cenitve in vozne rede. Kaj ste pravzaprav počeli? To zveni zelo komplicirano. Se sliši zelo komplicirano. Ja, bom poskusil zelo plastično razložiti. Enako kot je za vozne rede avtobusov ali pa vlakov, je potrebno pri električni energiji dan naprej napovedati odjem in ga tudi zakupiti. Tako da smo na podlagi modelov in pa individualnih napovedovanj naredili nek profil na 15-minutnem nivoju in so se potem te količine zakupile. To dnevno delo je zajemalo tudi izravnavo z ostalimi partnerji. Potem po koncu meseca se je pa izvedel bilančni obračun, se pravi, smo potem svojim podbilančnim skupinam in partnerjem poslali obračun. In pa tudi v raznih analizah sem bil vedno vpet, tako da zelo na kratko je bilo to moje delo v vseh dozdajšnjih podjetjih, no. Se pravi, da ni to elektrika pač teče po žicah in mi prižgemo stikalo? Teče, elektroni tečejo po žicah, ampak je proces zadaj, da imamo mi luči, ki gorijo, precej kompleksen, no, tako da... Tako da, ker ste ravno tukaj, da se malo zavedamo, ne, da to niso enostavne zadeve. Tako. Torej, potem ste se verjetno v GEN-I spoznali z dr. Robertom Golobom. V resnici se osebno nisem spoznal z njemu, tudi nismo imela dovolj stikov, ker je hierarhija podjetja bila taka, da smo pač odgovarjali svojim nadrejenim in v resnici z njemu nisva prav dosti nikoli komunicirala na službenem nivoju, no. Kako pa potem, a ste bili že prej aktivni v politiki, preden ste kandidirali za poslanca? Ne, aktiven v politiki nisem bil, sem bil politično osveščen, vedno sem si želel, sem težil po nečem, bom rekel, novem oziroma nekimi bolj perspektivnimi strankami in bom rekel tako, nekako je nastala tudi stranka Gibanje Svoboda. In ostalo je zgodovina. Ampak kaj vas je prepričalo recimo pri Svobodi ali pa pri programu? Predvsem vrednote in pa skupina ljudi, ki se je zbrala v glavnem vsi politični novinci in smo iskali nekaj čistega, ne, v slovenski politiki. Vemo, da je 30-letna zgodovina praktično bolj ali manj vladajo ene in iste stranke in ljudje hrepenimo po neki spremembi na bolje, ne. Če gledamo samo fiskalno pravilo, je Slovenija šla precej navzdol skozi leta, ne, in morda me je to bodrovalo, da sem pristopil potem k Gibanju Svoboda. Spadate med mlajše politike, ne? 4 križev še nimate, da rečemo. Da, res je. Mislim, da so 3 mlajši od mene. Pa, ja, nič posebnega se mi to ne zdi, no. Lezem zelo vztrajno proti 40, tako da me ni noben še nagovoril kot mlajši politik, ja. Ampak verjetno in ste vendarle svoj čas posvečali politiki, ne recimo čemu drugemu.
Kako mislite? Kak drug hobi, ki bi se mu posvetili, ste bili toliko osveščeni, da ste rekli, da morate stopiti na plan tam, kjer se odloča in poskrbeti za spremembe? Nekako se mi je zdelo, da politikanstvo z sedežna ne prinese sadov. Zato je bilo edino pravilno, da vsi, ki smo želeli sodelovati, ki smo želeli neke boljše spremembe po boljši Sloveniji, da pristopimo in prispevamo svoj delež. Tako da glede hobijev, seveda, so pa, ko stopiš v te politične vode, postavljeni vsi na stranski tir, no. Dober rezultat na volitvah ste verjetno pričakovali. Kandidirali ste v 5. volilni enoti, Žalec 1. Sam se nisem kaj pretirano ubadal z lastnim rezultatom, delali smo in vlagali vse napore, zato da bi bil celoten rezultat stranke čim boljši. Ankete so nam dobro kazale, seveda pa nihče ni pričakoval 41 poslancev, no. Tako da res dober rezultat, ja. Kaj pomeni ste delali? Torej, a ste bili več na terenu, mogoče kot druge? Seveda, zelo smo se pojavljali med ljudmi. Kampanja, kot se ji zareče, ne, je treba pač določen del energije vložiti, da dobiš nek rezultat. Leto in pol ste poslanec, kakšno je bilo prevajanje na novo delo? Verjetno je to zdaj čisto nekaj drugega kot napovedovanje. Delo je popolnoma drugačno kot prej, praktično se mi zdi, da sem dosegljiv 24 ur na dan, takrat je bila neka rutina, nek utečen delovni čas, tega privilegija kot poslanec nimaš in je prav, da se ga tudi zavedaš, tako da poleg vse zakonodajne plati, ki jo to delo prinaša, je ogromno dela z sokrajani, državljani, z soljudmi, tako rekočno. Vas neprestano kličejo? Dobivam veliko klicev, ja, ampak v glavnem so to take nerešljive želje, a ne. Če je kaj na lokalnem nivoju, seveda se povežem z župani in lokalno skupnostjo, če se da na tistem nivoju kaj rešiti. Pač predlagam, kakšna je težava in kakšna bi lahko bila rešitev. Kar pa ni v moji moči, pač ne moramo pomagati. Ne. Imate poslansko stanovanje v Ljubljani? Ne, poslanskega stanovanja nimam. Se mi zdi, da bi potem družina bila še za tisti čas dodatno prikrajšana, poleg tega se mi pa zdi moja pot do Ljubljane zelo znosna, tako da niti ni potrebe. No. Pojasnite znosna. Verjetno vseeno obtičite v teh zastojih jutranjih? Ja, zavisi od ure. Saj veste, takrat okoli 8 ure so vedno zastoji. Mogoče se je meni ta delovni čas zamaknil za 3 ure, kakor je bil prej. Če prihajam zdaj ob 9 uri, se včasih že kar lepo odpeljem do Ljubljane, kakšno urco potrebujem in to je to. Kakšno je sodelovanje med poslanci ali pa kakšni so odnosi med poslanci? Vi ste v koalicijski stranki, ne v vladni stranki, ampak če lahko malo znotraj koalicije, pa potem tudi z opozicijo. Ja, mislim, med vsemi poslanci je odnos pač korekten. Med poslanci Gibanja Svoboda pa mislim, da vlada neverjetno velika mera srčnosti, iskrenosti in da se vsi borimo za isti cilj. Malce težje začutim iskrenost do koalicijskih poslancev, nekatere stranke, ker enostavno smo videli že tudi iz medijev, da se bodi si ne držijo dogovorjenega ali pa celo javno diskreditirajo največjo koalicijsko stranko in tudi na lažeh konec koncev včasih. In zato je sodelovanje morda v tem pogledu malce težje, ampak ne glede. Kaj pa z opozicijo? Recimo, ko se srečujete na hodnikih v jedilnici, recimo? Ja, po bontonu, dajva tako reči. Ja. V razpravah je sicer takole, opazovalec zunaj bi rekel, da je veliko neprimernih izjav ali pa tudi žalitev ali kaj takšnega. Ja, se strinjam glede tega, ampak mislim, da to najmanj tega deleža prihaja z poslancev Gibanja Svoboda. Tega se najbolj poslužuje opozicija in mislim, da je zelo korektno, da se to tudi njih vpraša. No. Ampak sami menite, da je treba pač paziti na to, da je vendarle tudi Državni zbor ogledalo? Absolutno se s tem strinjam. Tudi sam sem bil recimo v preteklosti, ko sem pogledal kakšno sejo, nisem dolgo zdržal, no. Je cel kraval lahko nastane in mislim, da smo ta nivo s prihodom Gibanja Svobode vendarle precej dvignili. Se pa občasno še dogodi, da je kak izmed poslancev precej
neokusno neposreden. In na tak način mislim, da je povsem dovoljeno, da odgovorimo malce bolj pikro ali pa sarkastično. Kako ste se pa navadili na te dolge seje, na to sedenje? Ja, to priteče temu delu, enostavno to vzameš v zakup in se ne obremenjujem s tem v bistvu, tako da nobenih težav. V katerih delovnih telesih ste član? Sem v odboru za kmetijstvo, za gospodarstvo, za obrambo in pa za infrastrukturo. Torej, to so kar zahtevna področja. Mogoče vendarle odgovorite, kako pogosto se sestajajo ti odbori, ali je to terminsko ali glede aktualnih zadev? To je predvsem odvisno od vložene zakonodaje in pa seveda aktualne tematike. Vsi ti odbori so precej obremenjeni, še največ morda infrastrukturo, prej morda v prvem letu je bilo več z gospodarstva, tako da zdaj od potrebe, ampak zagotovo 3 do 4 krat na teden imam kakšen odbor ali pa še celo več, zavisi. A vi v ponedeljek veste, kako boste preživeli do petka, delovno mislim? Redko, ja, urnik je zelo nepredvidljiv. Dobimo včasih tudi par ur obvestilo, kakšna seja sledi. Odbori so morda malce bolj predvidljivi, vendarle pa, če je zakon vložen po hitrem postopku, se zadeve zelo hitro odvijajo in tudi kak odbor iznenada prileti, no, tako da potem to sejo opravimo. Imate pa tudi strokovno pomoč, recimo, glede na to, da to so kar zahtevna področja? Seveda, vsak odbor ima in vsaka stranka ima svoje strokovne sodelavce, ki nam pomagajo praktično pri vsem, ampak ne nazadnje je treba zakon prebrati, predelati in skleneš svoje misli. No, bova začela z poplavami in neurji. Se vam zdi ta odziv vlade, vem, da ste koalicijski poslanec, ampak vendarle dovolj je hitra pomoč, ali bi si želeli, da bi bilo možno še hitreje, drugače pomagati? Ja, pomoč je v resnici rekordna. Jaz sem 2-krat sedel z gospodarstveniki, tudi takoj po poplavah v Nazarjih, in so bile njihove želje zelo realne. Vlada je vsem v resnici ustregla, v bistvu so si želeli neko likvidnostno premostitev in pa zagotovitev opreme. Seveda tam vlada ima malo manjši vpliv, predvsem KLS je izpostavil veliko težavo z dobavo teh robotskih in pa raznoraznih naprav, ki jih potrebujejo za zagon svoje proizvodne. Tako da mislim, da je vlada imela tukaj velik posluh, tudi gospodarstveniki so bili zelo zadovoljni in mislim, da je to potekalo več kot odlično. No. Zdaj, drugi del gospodarstva, ki ni bil prizadet, pa zdaj skrbi, kaj se nam obeta zaradi tega zbiranja sredstev za sanacijo. Torej, res lahko pričakujejo višje davke? Glejte, zaenkrat res niti enega davka še nismo povišali, pa je bilo v medijih videti, kot da bomo obdavčili vse. Nekako je to naloga opozicije, da nizkotno zatira vladajočo oziroma nasprotno stranko, ampak ne glede. Mislim, da je premier tukaj izhajal predvsem iz sebe oziroma vsaj ta predlog je odobril z tega stališča. Vsi, ki imajo ekstremne dobičke, jim verjamem, da ne bo težko prispevati en manjši delež za pomoč v sanaciji. Moramo se zavedati, da škoda je enormna. Iz evropskih sredstev ne vem, če bomo pokrili 5 do 20% morda nekje in bo treba kraspati vse posod, kjer se da. In zato recimo tudi banke in pa zavarovalnice kujejo ogromne dobičke. Kljub posredovanju vlade pa zavarovalnice so izplačale relativno male zavarovalnine. To pomeni, ne vem, 10 do 20% v povprečju, kar glede na dobičke bi morda lahko že v tej fazi prispevale malo več in bi vsaj za ta fizični del prebivalcev zagotovile nekaj več sredstev, da si zdaj po tej ujmi opomorejo. Tako da jaz ne vidim v tem nič slabega. To je eden izmed predlogov, ki se bo nedvomno še dolgo mlel in zoril, tako da bomo videli, kaj bo čas prinesel. Mislim pa, da to ni nič slabega. No. Absolutno pa ne gospodarstveniki ne pričakujejo kar vse splošnega obdavčenja. Ali pa vse splošnega dviga DDV? Ja.
Se pravim, to je morda, jaz do zdaj se o tem nismo pogovarjali, zato tudi težko to komentiram, ampak absolutno mislim, da ne. Ministrstvi za infrastrukturo ter naravne vire sta zdaj združeni oziroma ju vodi Alenka Bratušek. Ali se vam zdi, da je to zdaj res bolj učinkovito oziroma kaj je bilo prej narobe, da je minister moral oditi? Ja, neki premiki so se že zgodili, enostavno bom rekel, je morda minister imel malo premalo trdo roko pri tej sanaciji. Imamo velike težave z DRSV-jem. Se pravi, to je Združbo za urejanje voda? Direkcija Republike Slovenije za vode. In mislim, da je Alenka tukaj zelo primerno začela postopati. Res že v našem kraju se vidijo neki določeni premiki in verjamem, da se bo izkazalo. No. Prav na vzdrževanje vodotokov je bilo veliko kritik. Ali se vam zdi, da je že zakonodaja prej omogočala več, pa se ni izvajala, ali da je problem tudi morda na tej strani zakonodajni? Zakonodajo se bo pač spremenilo, če bo to potrebno. Jaz mislim, da imamo mi tukaj problem neaktivnosti zadnjih 30 let, ali pa da se morda malo lepše izrazim. Leta 90 so bile te večje poplave in od takrat smo vsi skupaj malo pozabili, kaj se zgodi, če pride taka količina padavin naenkrat. In so morda tudi koncesionarji, DRSV, vsi malce zaspali in bo treba vse skupaj malo zbuditi. Mislim, da je to edina pot. Je pa zdaj več denarja namenjenega proračunskega za... Absolutno. Saj tudi v sklopu sanacije bo ogromno denarja šlo za protipoplavne zaščite in podobno že v tem sanacijskem delu. Tako da reciva, da se bo 90% 30-letne neaktivnosti lahko rešilo ali pa večji del tega v sanacijskem načrtu. Mogoče vseeno poveste, vi ste tudi na poplavnem območju Ločici ob Savinji, kako je bilo pri vas? Nisem na poplavnem območju, je pa poplavilo tokrat, ja. Jaz mislim, da nekdo, ki ima v hiši 5 cm vode ali pa 2 metra vode, je lahko enako prizadet. Seveda najhuje so tisti, ki so bili res življenjsko ogroženi, ker je velika razlika med tem, da ti proti in vse skupaj tako premetava po hiši, da ne veš, ali boš sploh preživel, ali pa nam, ko je recimo vodo dvignalo, nekako nismo bili tako življenjsko ogroženi, imamo pa ogromno gmotno škodo. Zato se morda v našem naselju tudi malo manj govori, ampak že od samega štarta smo postopali pri sanaciji in naslavljanju težav zgolj strokovne plati. Tako da je vodja tega, mislim, da je gospod Fazarinc. In to naselje, kjer smo mi, ne bi se ščitilo. Enako smo se pogovarjali, kaj se zgodi z Letušo, morda se tistega malce kasneje dotakneva in enostavno je zdaj ta načrt nekako pripravljen oziroma projekt in sledi samo izvajanje in pa tisto nujno saniranje, da bomo prebivalci varni. No. Ločica je bila že prej predvidena, ne, da se zaščiti pred visokimi vodami. Ja, res je, ampak nekako ta projekt se nikakor ni realiziral. Mislim, da mu je pretilo tudi potek projektne dokumentacije. Se pravim, jaz se ne rad vračam za nazaj, ampak je to vendarle posledica neaktivnosti, bodi si z ene ali z druge strani. V to težko debatiramo, smo tu in v tej situaciji, ki je nastala in bomo poskusili rešiti, kar se bo dalo, da bomo pač vsi po celem vodotoku in pa tudi druge, vidimo, da se še po drugih območjih Slovenije dogaja podobno, da bodo pač prebivalci varni, ali pa če pa ni alternativa, se jih pa pač enostavno izselijo. Kako komentirate, oziroma ali ste tudi na odboru mogoče obravnavali na pristojnem odboru primer Letuš, Roj, pa Strug? Ne, to se na odboru nismo dotikali. Sem se pa sam dosti poglobil v to tematiko, ker so se z vseh koncev obračali name. In sem tudi sam bil najprej skeptičen do selitve, ampak je zadeva zelo, zelo preprosta. Gre za malo količino vode, ki se lahko tam zadrži, ampak zdaj bo tam suhi zadrževalnik. Večji problem je v tem, ker enostavno, če bi se tisto naselje ščitilo, se mora nasip precej povišati. In ob takem dogodku, pa reciva, da je najboljši scenarij, bodo imeli še vseeno potalnico, kar pomeni še vedno znova gmotna škoda. Če se pa zgodi najbolj črn scenarij, nasip popusti. So pa tisti ljudje ujeti v loncu in je veliko večja življenjska ogroženost, ker voda priteče z izredno hitrostjo in enostavno je za vse skupaj najbolj varno, da se jih preseli. In ko sem dobil jaz to strokovno obrazložitev,
potem ne razmišljaš več, veš, da je to edina pravilna in modra pot, da se to preseli. Ampak verjetno ste seznanjeni tudi s tem, eni so za, eni so proti, eni pravijo, da bodo tožili, ne vem, vse pravne poti uporabili, kaj odgovarjate? Res je, ampak v taki selitvi nihče, so v resnici vsi finančno v boljšem izhodišču, kot pa če ostanejo na tistih mestih, kot zdaj živijo. Kaj je razlog za to, v to se pač ne bom spuščal. Seveda, dom zapustiti je nekaj najtežjega. To se vsi zavedamo. Ampak varnost je tukaj na prvem mestu. Tukaj moramo biti razumni, da pač če država, ki je odgovorna za to, ne more zagotoviti varnosti, potem je to edina smiselna oziroma sploh edina pot, da se te ljudi preseli. Verjamem pa, da bodo razne kompenzacije in da je zdaj še mnogo prehitro prejudicirati, kaj se bo zgodilo. Za vsakega se bo pač poiskala najboljša rešitev, če bo potrebno tudi individualno. Ampak ljudje bi radi takoj vedeli, a ne, imeli rešitve. V bistvu se pa pripravlja zakon o obnovi. Vse to, kompenzacije, novogradnje, preselitve bo v tem zakonu. Tako. Ta zakon je že v obravnavi, da se lahko cela širša javnost in pa zainteresirana javnost. Se pravi, je v javni obravnavi, se seznanja. V obnovi, če bo, zdaj je bil sanacijski. Zdaj se bo lahko vsa javnost s tem seznanila in podala pač svoje pripombe. No? Tako da jaz mislim, da je ključ do uspeha, da bodo ljudje na varnem. Zakaj je bila potrebna razrešitev kmetijske ministrice? Oziroma, ali je to tudi kaj v povezavi? Vemo, da velik del teh nadomestnih gradenj bo tudi na kmetijskih zemljiščih. Mislim, da je bil glavni razlog to, da smo imeli velike težave z varno prehrano v Sloveniji. Večkrat se je že pripetilo, da smo na police trgovcev dobili oporečno oziroma neustrezno prehrano in enostavno se tam niso zgodili potrebni premiki, da bi se ta situacija uredila. Sicer sem pa jaz s kmetijsko ministrico odlično sodeloval in smo se, bom rekel, nekako razšli v dobrem duhu. No. Ampak ravno ves čas slišimo neke odpoklice od mandarin do mesa in vsega. Torej, kako pravzaprav država lahko zagotovi to varnost? Enostavno ustrezen nadzor in pa tudi nadzor nad notranjo inštitucijo varne prehrane. Enostavno moraš vršiti nadzor na vstopu prehrane in pa potem nad samimi nadzorniki. Novost je, da bi slovensko meso moralo na računu biti označeno, da je slovensko. Bo to pravzaprav možno kontrolirati? Absolutno. Poreklo bi načeloma moralo biti vedno sledljivo, tako da seveda lahko pride do anomalij, ampak ne vidim težav v tem. Kako sicer ocenjujete, kako hrano jemo v Sloveniji, kako smo preskrbljeni? Tudi zavisi, koliko za kaj odštejemo. So se tudi pojavile na policah razni mesni izdelki poljskih proizvajalcev, tisti je le vprašljiva kakovost. Vedno je treba prisegati na poseganju po slovenskih izdelkih. Generalno gledano pa imamo zelo dobro prehrano v Sloveniji. Zdaj verjetno bodo nekateri gledalci rekli, da je treba tudi dovolj zaslužiti in pa imeti dovolj visoke pokojnine za to. Kako ocenjujete na tem področju? Ja, v resnici smo že z uvedbo osnovne košarice živil, spremljanja teh cen, takrat, ko je bilo najhuje, zagotovili, da so te cene praktično stagnirale, ker so trgovci med sabo tekmovali, kdo bo imel. Se pravi, je učinek tega? Absolutno je učinek. Zdaj se še razmišlja oziroma se bo pripravila še širši nabor košaric živil, recimo bolj zelenjavnega porekla, mesnega porekla, da bo asortima večji, da bomo nekako te cene uspeli, ali pa bom rekel marže držati na nekje ustreznem nivoju pri trgovcih. Seveda naslednji ukrep bi pa bil potem tudi po regulaciji marž pri trgovcih, ampak to v tej fazi zaenkrat še ni potrebno. Cene so se v takrat majčkeno umirile, energetska kriza oziroma cene električne energije so tudi precej stabilne v tem trenutku, tako da je zaenkrat to. Pa ste ugotovili, kje ekstremne marže?
osebno do teh podatkov jaz nisem imel dostopa. Lahko pa sami vidimo, ne, če kupujemo en artikel, kje so drastične spremembe v ceni. In tam zagotovo trgovec pobere lepo maržo, ker proizvajalci oziroma kmetje ne dobijo ustreznega plačila. A ne? In mi smo stremeli k temu, da se seveda plačana cena proizvajalca oziroma kmeta dvigne, končnega kupca oziroma fizične osebe pa zniža, a ne? In mislim, da je še vseeno dovolj manevrskega prostora za vse trgovce tukaj vmes. Kmetje bodo preživeli, bodo lahko delali. Vsekakor kmetijska politika dela na tem, da se ohranja in da se večajo površine kmetijske zemlje, tako da mislim, da kmetom v Sloveniji ne gre tako slabo. Tudi ta politika oziroma koalicija je naklonjena kmetijskemu gospodarstvu. No. Zdravstvo je bila osrednja točka. Eni pravijo, da se pravzaprav tu, da so se tudi tu volitve dobile. Ampak zdaj se nekako ne premaknemo. Čakalne vrste so dolge, dostopnost je slaba. Ministrico smo zdaj dobili. Torej, kaj rečete? No, vendarle nekaj premikov je bilo, nekaj stvari se je na bolj spremenilo, je pa to dolgotrajen proces. Nekaj časa nam je tudi vzel prejšnji minister, ker je bila njegova vizija v slovenskega zdravstva malce drugačna, kot je Gibanje Svoboda. In jaz velike upe polagam v novo ministrico, v digitalizacijo in pač večji pregled celotnega sistema, ki bo lahko zagotovil potem krajše čakalne dobe in vse koristi, ki jih ta reforma prinaša. Bo treba še zakonodajno spreminjati ali samo... Zagotovo se bo zakonodajna plat zdravstva še spreminjala na več področjih. Se to je vendarle delo nove ministrice, da prilagaja zakone temu, da bodo sledili zdravstveni reformi. No. Kakšno je pa vaše stališče, zdaj malo skačemo po področjih, a ne, do prestrukturiranja premogovnih regij? V Sloveniji imamo dve, imamo Zasavje, imamo Sašo premogovno regijo. Leta 2033 naj bi nehali uporabljati fosilna goriva, to je premog. Glede na to, da ste strokovnjak, ali lahko pričakujemo, da bomo takrat pa postali odvisni od uvoza elektrike? Treba je slediti evropski direktivi, nekje 35, če se ne motim, je ta rok. Seveda se bo potrebi tudi to zamikalo. Zasavje oziroma Trbovlje-Hrastnik je v likvidaciji od leta 2020, če se ne motim. Tako da intenzivno delamo na iskanju alternativnih virov, se pravi obnovljivi viri in pa jedrska elektrarna v Krškem 2. Seveda se bojo tam mogli zgoditi veliki premiki, gremo pa v poti, da bomo ne samo samozadostni, morda nekaj preko. Tudi v projekciji povečane porabe do leta 2035 moramo se zavedati, da smo zdaj nekje 30% odvisni, kar je velika težava. Seveda električna energija na evropskem trgu zadnja leta, bom rekel zadnjih 30 let, ker zadnje 2 leta kar skače, je bila ugodna in politika ni sledila, bom rekel, elektrifikaciji dovolj hitro in smo se pač znašli v eni posebni situaciji. Zdaj intenzivno že leto pa pol delamo na tem, da se to do prihodnega spremeni. Se vam zdi, da ne bo kakšnih težav z drugim blokom jedrske elektrarne, glede na to, da nekateri vendarle nasprotujejo tudi sosednje države? Mislim Avstrijo. Vemo, kakšna afera je bila z izgradnjo novega termobloka v Šoštanju in nekako ne želimo ponoviti iste napake. Zato se zdaj vlaga veliko naporov in energije v to, da se naredijo točne študije, da bomo imeli točno ceno. Ko bo znanih več spremenljivk, mislim, da bomo ljudi pozvali tudi k referendumu in če bo šlo to skozi in bo investicija smotrna, mislim, da ne bi smelo biti zapletov. Vse pa vsi vemo, da električno energijo potrebujemo, sploh pa v prihodnje. Ampak nekako se zdi, da bo vedno več, da bo ta obnovljiva energija bolj razpršena, se pravi, da bo do bolj negotove razmere, ali bo pač jedrska elektrarna tisto, kar bo stabilno? Negotove razmere nastanejo, če se opiraš samo na en vir. Treba je razpršiti tudi tipe virov, od sončne do hidro, do vetra.
veter bi v Sloveniji zelo pripomogel k boljši samooskrbnosti. Seveda, če bi znali več vetrnih elektrarn integrirati, ne znali, če bi imeli manj birokratskih težav in pa zapletov s civilnimi iniciativami, bi Slovenija bila dosti bolj samozadostna. Kapacitete na vetru so precejšnje, tudi nekaj jih še imamo na rekah. Seveda je pa največji vir, ki naenkrat pri izgradnji in pa tudi finančno najtežji, je pa absolutno jedrska elektrarna. Ta prinaša največ energije, ne? Veliko je kriz po svetu. Vojna v Ukrajini se ni končala v parih dneh. Zdaj smo spet na pragu novih katastrof, oziroma se dogajajo nove katastrofe. Govorimo o Palestini. Kako to dogajanje vpliva na varnost Slovenije? Tudi verjetno v odborih razpravljate o tem. Slovenija je še vedno ena najbolj varnih držav na svetu. Upajmo, da tako ostane. Vsekakor pa mislim, da je povsem človeško reči, da razmere v svetu plašijo vsakega. Vojna tako blizu, kot je v Ukrajini in pa seveda sedaj še v Palestini, za celotne geopolitične razmere ne prinaša nič dobrega. In s tem se lahko soočamo na nivoju države. Mislim pa, da so to precejšnje globalne težave, ki na enem takem območju težko odgovorimo, kaj bo z varnostjo v prihodnje. Verjamem, da bo Slovenija še naprej ostajala ena najbolj varnih držav in pa tudi zdaj smo okrepili varovanje na mejah za povečevanje migrantov. Vemo, da iz Palestine bo to šlo samo še navzgor in postopamo pač silom prilike, no. In to nadzor na mejah bo verjetno zdaj že, kar priznavajo mnogi, malo dolgoročnejši, ne samo mesec ali dva. Absolutno od potrebe. Jaz mislim, da bo kar dolgoročno, dokler se zadeve ne umirijo in upajmo, da se bodo razmere na vseh frontah čim hitreje umirile. Tako. Ali se vam ne zdi, da se s tem nekoliko zmanjšuje moč Evrope, Schengena, da v bistvu je treba ponovno varovati državne meje? Ja, zdaj težko to komentiram. Geopolitična moč Evrope se je že zmanjšala, ko smo solidarnostno pristopili k reševanju Ukrajine. Evropa nosi precejšen delež pomoči do Ukrajine in prav je tako. Vendarle se pa geopolitične razmere precej spreminjajo, ne? In verjetno pa ni dobro, da pravzaprav to postane predmet notranje političnih obračunavanj. Zdaj, kdo ima pravico koga ubiti in koga ne, to so deplasirane razprave. To so zelo težke debate. Seveda, ja, mislim, da tukaj to ni stvar politiziranja, ki smo ga največkrat priča v državnem zboru. Jaz se vedno poskusim postaviti v vlogo žrtve in mislim, da če storimo to vsi, bi si vsak želel, da se recimo, če bi bila Slovenija napadena, da nam nekdo pomaga. Ne? Mi smo sicer v stale severnoatlantski NATO zavezništvu in nam nudijo oni neko določeno stopnjo varnosti oziroma zaščite. Ukrajina ni bila in smo se kljub temu kot Evropa in pa tudi NATO odločili, da pač po zmožnostih, ki ne zaostrujejo nekih razmer Rusije pa NATO, odločili pomagati. No, ste tudi član prav teh parlamentarnih delegacij v NATO in pa za OECD, organizacijo za gospodarsko sodelovanje in razvoj. Kaj je pravzaprav naloga teh delegacij oziroma kaj počnete? Ja, kot že samo naslov pove, za ekonomsko povezovanje držav. Na OECD-ju še nisem bil, sem bil pa na NATO večjih zasedanjih. Tam se pogovarjamo ravno v teh razmerah, v geopolitičnih razmerah, v raznih razvojnih ukrepih oziroma tehnologijah, ki pomagajo prvič k večji zaščiti severnoatlantskega zavezništva in pa nasplošno, kako miriti zadeve po celem svetu, no. NATO ima to poslanstvo, da ves čas gasi neke male požare in mislim, da so relativno uspešni pri tem. Mi smo pa zaradi zavezništva lahko pač bolj varni, ker mi svoje vojske nimamo dovolj za zaščito svojih meja, niti približno.
smo se pač takrat, ko smo šli v Evropsko unijo, odločili, da bomo vstopili še v Zvezo NATO in to terja pač nek določen davek. Mislim pa, da je Severnoatlantsko zavezništvo zelo močno, močnejše kot kadarkoli in smo lahko veseli, no, da smo v tem zaščitniškem paktu. Ko sodelujete na teh zasedanjih, imate občutek, da smo pač iz majhne države, da smo manj upoštevani? Ne, tega občutka nikoli nisem dobil, vedno se posluša vsakega. V resnici tam, ko so države, nihče ne vidi velikosti, tako da ima vsak popolnoma enakopravno vlogo pri razpravah, pri vsem. Je pa tudi NATO v več nivojih, tudi mi na teh zasedanjih vseh informacij ne zvemo, če tudi bi jih radi. Tako da je to neka splošna, bom rekel, informiranje te skupščine, da sledimo, kako zadeve stojijo. No. Je pa tudi sicer na vseh gradivih, ki jih obravnavate, tudi kdaj zaupno, strogo zaupno. Tega se mora verjetno človek tudi navaditi, da ne pove naprej kaj. Ja, jaz te zaupne pa strogo zaupne zadeve preberem, si pribeležim kako pomembnejšo stvar, potem pa takoj razrežem oziroma dam v tiste rezalnik papirja, tako da ostane samo pri meni. No. To je poslansko delo, se pravi na mednarodnem področju, pa potem na državnem, pa seveda tudi na lokalnem. Omenili ste že, da vas precej kličajo tudi iz recimo občine ali pa sosedje. Kako sodelujete z temi, ali je to kakšno pravno formalno sodelovanje tudi z lokalnimi skupnostmi v tej 5. volilni enoti? Pravno formalno ne. Mi smo že takrat, ko smo iniciativne odbore formirali, iskali prijateljstvo z našimi predstavniki lokalne skupnosti, z njimi odlično sodelujemo, na njih seveda se obračajo tudi drugi občani in zadeve potekajo več kot odlično in sodelovanje je, dobro. Kaj ne rečem, več kot dobro, tako. Vas tudi župani kdaj prosijo, če lahko kakšen kontakt, ki je na ministrstvu, s kakšnimi državnimi sekretarji uredite? Tudi sam imam velik interes do tega, da pač lokalni skupnosti kot taki, v kateri živim, čim bolj pomagam in seveda, kar je v mejah legalnega in pa v moji moči, če ne vem, kakšna zakonodajna plat ali pa karkoli, z veseljem priskočim na pomoč. Ne nazadnje je to tudi del tega poklica. No. S kakšnimi željami se pa ljudje obračajo na vas? Ja, razno, zelo specifičnimi in pa, bom rekel, na nivoju, ki jih ne morem jaz niti nasloviti, ne. Zdaj imam par idej, ne morem jih zdaj tule na glas razlagati, ampak zagotovo to niso zakonodajne težave, ki bi si jih morda bolj želeli, ker tam morda lahko kak predlog povemo naprej, tudi, ampak redko. No. Dostikrat je lokalna problematika, ti se velikrat reši, če pristopimo v sestanek z predstavniki lokalne skupnosti in županom, se da zelo veliko rešiti, vse pa stvar zakonodajne plati, ali je to izvedljivo ali ne. No, slišati je večkrat očitek tudi prav na vladajočo stranko, da nekatere stvari gre malo prehitro ali pa da ne upošteva vseh zakonodajnih okvirov ali pa postopkov. Te očitke, ja, ampak ne glede, morda je pa to samo malo zavisti, ker tako hitro, kot tečejo postopki zdaj, niso še nikoli. Seveda, kjer lahko gre po normalnem postopku, bo došlo. Vemo pa, da je ta vlada, ki se sooča z krizami. Vemo, da smo vlado prevzeli po post-covidni situaciji, ko so bile razmere že majčkeno hude. Potem se je zgodila Ukrajina, potem se je zgodila energetska kriza, potem so se v resnici po ukrajinski vojni se je zgodila tudi prehrambena kriza, zdaj imamo poplave, zdaj imamo nove poplave, vmes smo imeli ujme. Skratka, ta vlada se res sooča z nepredstavljivimi izzivi in glede na vse skupaj mislim, da delo upravlja več kot odlično. Odnos z nevladnimi organizacijami ali pa civilnimi iniciativami, kot ste rekli, zdaj imajo kar veliko moč, ne? Če nekje rečejo, tole se mi ne strinjamo.
Ne bi rekel, da imajo veliko moč, bi pa rekel, da imajo veliko spoštovanja, oziroma precej več spoštovanja in pa poslušnosti, kot je bile prej. In če je predlog dober, tudi če je od opozicije, je upoštevan. A ne? In jaz ne vidim nobene težave v tem, da če pač predlagajo neko zadevo, ki je smiselna, ki pije vodo, da se to upošteva. Saj ne nazadnje smo voljeni predstavniki ljudstva. Zakonodajni postopki se vam zdijo dolgi, kratki? Jaz v resnici nisem imel izkusiti nič drugega kot ta čas, v katerem sem, in sem se navadil na ta tempo, kot je. Meni kar ustreza, bom tako rekel. Veliko je treba branja oziroma priprav, oziroma vendarle se dogovorite, kako boste glasovali, čeprav poslanci niste zavezani, da morate glasovati tako, kot reče stranka, recimo. Ni čisto tako. V poslanski skupini vedno vsak zakon predebatiramo, vsak pove svoje stališče in potem si tudi tisti, ki so morda najprej nasprotovali, uvidijo, da je le 41 ljudi, ki meni ali pa poda ustrezne utemeljitve, da morda ta zakon pa vendarle je sprejemljiv. Seveda so pa kdaj še vedno ostanejo zadržki in tako temu primerno tudi glasovanje. In se morda kdaj od naših poslancev tudi kdo vzdrži, s čimer ni popolnoma nič narobe. 41 je zelo velika poslanska skupina, kar je lahko prednost, ne, pri takem usklajevanju pa tudi mogoče je težje. Ne, v resnici mislim, da dosežemo večjo demokratično odločitev. Več glav več ve, to je vedno znano pravilo. In mislim, da potem je konsens veliko bolj enoten, če so seveda stališča enotna. Če je samo par posameznikov, ko meni drugače, vsak predstavi svoj utemeljen razlog, zakaj meni, da njihovo ne drži in zakaj bi moralo biti tako, potem se poslušamo in sprejmemo vsak svojo odločitev. Ali že pripravljate proračun za prihodnje leto ali že leto pozneje? Ja, proračun je že v pripravi. To temo bi, dokler ne bo sprejet, pusto raje kar zaprto. Okoli proračuna so vedno težave, tako da morda to v naslednji oddaji. Tudi glede tistega, ne, meje porabe in podobno. Ja, seveda, zdaj pač bomo vršili določene prihranke na vseh resorjih. Ker vendarle je treba državo vzpostaviti v neko normalno stanje. Trenutno še vedno ni. Še vedno imamo ogromno nesaniranih cest, mostov, zdaj ponovno in država mora čim prej zafunkcionirati nazaj. Veliko je slišati očitkov, ne, da iz terena, da ni dost hitra ta sanacija, da se ne čistijo struge in podobno, ampak verjetno vsega naenkrat se ne da. Seveda te očitke, ampak v resnici zadnji smo bili na sestanku v Žalcu na javni tribuni, kamor so lahko prišli popolnoma vsi. In tam je bilo mnenje popolnoma drugačno, kot je nekako prikazano v medijah. Tam so res še, da rečem, opozicijski župani hvalili vlado, da pa vendarle dela dobro, da vendarle dela hitro in da je denar na voljo. Mislim, da je to ključno. Seveda se pa v parih mesecih 30-letne neaktivnosti pač ne da rešiti. In jaz polagam velike upe v to, da bomo dosegli tektonske premike, kar se tiče vodovarstvene zaščite, v to sem prepričan. Vse pa zahteva svoj čas in treba je delati po prioritetah. Seveda tam, ko jih s prodom zasipa, je pač treba stroje najprej tja poslati. Seveda si pa vsi želimo in vsak bi reševal svoj vrtiček, to je čisto človeško. Vsak najprej vidi sebe, ne? Absolutno, to je absolutno. Ena taka mala šibkost nas Slovenk in Slovencev. Res je. Glede sanacije oziroma stroške za obnove, ne, je vlada nakazala občinam, kar pomeni, da gre ene sorte veliko zaupanje lokalnim skupnostim in županom. To je bilo rečeno že, mislim, da dan, dva po poplavah. Mečken administrativnih zapletov so imeli na občini, ker je vendarle bilo treba popisati vso škodo in zato tudi ta denar ni mogel priti nemudoma, ker najprej so mogli ocenjeno škodo poslati in del te ocenjene škode je potem lahko država nakazala. In takrat, ko je bil rok za to izplačilo, ki se je nekako govorilo, da to pa 2, 3, 4 mesece ne bo dosegljivo,
je ravno gospa Alenka Bratušek, ko je prevzela resor, dala rok do petka, no potem se po nekih kolobocijah in nekaj klicih se je ta denar lahko nakazal celo v 2 dneh, celo pred povedanim rokom, tako da jaz mislim, da Ampak prej smo vedno rekli, ne, država nič naprej ne plača, država ima najprej 90 dni plačila, pa 30, nič ni bilo mogoče. Se pravi, očitno je mogoče. Res je pa tokrat pač posebna situacija, treba je sanirati čim hitreje in če imajo občine možnost, da preko svojih izvajalcev in kakorkoli, na kakršenkoli način k temu pripomorejo, je pač treba pustiti odprte roke. Ker če se bomo zanašali samo na par koncesionarjev, ne bomo to končali 10 let. Je pa napovedal, mislim, da tudi predsednik vlade nadzor potem. Absolutno. Ključni je pa nadzor in nad sredstvi in nad izvajanjem del. To je ključnega pomena. Vemo, da so velike anomalije v sistemu. Zato morda tudi ne teče tako hitro, kot bi lahko. Ne rečem pa, da teče počasi, zaradi tega, ker pač premiki so se res zgodili izredno hitro. No. Je pa res, da na nekaterih območjih bi koncesionar lahko delal hitreje, nekje. Ne vem, to je stvar debate in to ni stvar, da bom jaz zdaj komentiral, je pa mislim, da je nujno in pa ključno, da se vzpostavi nadzor tudi nad koncesionarjem, tudi nad DRSV in pa nad samo porabo sredstev, ki jih dobijo občine in nenazadnje vse fizične osebe. Nekatere skrbi, kaj bo z drugimi projekti, ne sanacijskimi, bo veliko črtanja. V glavnem vsi projekti, ki so v izvajanju, ostanejo, veliko večjih tudi, prav tako tretja os se še vedno nadaljuje, tako da mislim, da s tem ni zaskrbljenosti. Nekaj časa bomo pač morali zdaj tole posanirati, potem pa nedvomno vlagati naprej v razvoj. Zato je tudi zakon v obnovi in razvoju, ker se velike upe polaga tudi v razvoj, da se ne gleda samo tako ozkogledno, kaj bomo zdaj sanirali, da bomo varni, ampak tudi malo širše, kaj da se to prepreči in kaj da za razvoj te regije oziroma kraja, ki je bil prizadet, da ne bo utrpel dolgoročne posledice. Omenili ste tretjo razvojno os, mi že počasi več ne govorimo, ker smo že, ne bom rekla, obupali, ampak vendarle, torej, kaj je zdaj s tem odsekom Šentrupert-Velenje? Ja, vendarle se je v zadnjem letu naredilo pa precej več kot prejšnja leta, tako da tu avtocesta bo, sicer ne vemo kdaj, ampak se intenzivno dela na tem. Več informacij o tem žal nimam, vem, da se tam s koroške regije pomikajo nazaj in dela tečejo. Je po vaše nujno? Koroška si zasluži to? Absolutno, absolutno. Tudi recimo mimo Šentruperta oziroma pri Braslovčih bo tudi priključek za Zgornjo Savinjčane, ki bojo imeli prav tako omogočen lažji dostop do avtoceste vsaj pri Letušu, kot pa sedaj, no, oziroma tam nekje na tistem območju. Ko ste bili, preden ste bili izvoljeni, ste pričakovali, da se boste z vsem tem ukvarjali? Nisem razmišljal, s čim se bom ukvarjal. Enostavno sem prišel z toliko drugačnega okolja v politiko, da sem to pač preprosto sprejel. To je trenutna sedanjost in s tem se zdaj ukvarjam. In tako je najlažje. No. Če omenim en stereotip, pa je res stereotip, da v bistvu v gospodarstvu pač je treba delati, biti učinkovit, ne, v politiki, v javni upravi je malo več tega manevrskega prostora, ali ne? Ja, mislim, da je. Mislim, da je. Sicer velja to morda za vsako stranko posebej. Mi smo izredno delavni. To bi vas povabil enkrat v poslansko, boste videli, da delamo ko mravljice. Me pa to res moti, ja, da je nekje neefektivnost kot neko nalogo ali pa željo ali pa karkoli predaš naprej in vidiš, da se popolnoma nič ne spremeni. S tem se soočamo tudi po nekem delu javne uprave, da bodimo korektno, da ne vržemo vse v isti koš. In mislim, da tudi ta del je treba nasloviti in iti k uspešnejši Sloveniji tudi na tem področju. Tako. Poslansko pisarno imate oziroma kje jo imate? Ja. V Bergmanovi vili je v Žalcu 1 in pa na Polzeli v Komendi Grajski trg 1 je Polzelska, kjer si jih obe deliva s poslancem Premikom in imava srečanja po dogovoru. Mene kadarkoli pokličejo na telefon,
se pač dogovorimo za termin, pa se tam dobimo, lahko se pa tudi kar na lokacijo, lokalci oglasijo, pa me potem zaposleni obvestijo, pa dogovorimo termin. Ampak vašim zaposlenim se najprej javijo, ne? Zaposlenim na objektu, no tako, ja, tako. Drugače... Tudi mene direktno me lahko pokličejo. Ja, imajo telefonsko številko na razpolago? Seveda, je objavljena na spletni strani Državnega zbora. Pa vas kdaj kliče tudi ob neprimernem, oziroma izven delovnega časa, ali kako bi človek rekel? Ja, po noči, recimo. Dober, po noči se ne bom odzval, no, preprosto povedano. Razen, če pa, ne vem, do kakšne 10 ure, pa če sem še v delu, pa noben problem. Seveda sej ne polagam neke pretirane pozornosti na to, ko te nekdo pokliče, če si dosegljiv, se javiš. Če pa nisi, pa nisi. Kako so se doma navadili na to, da zdaj nimajo več samo očeta in moža, ne? Ja, hvala Bogu, o tem tukaj ne govorimo. Mislim, da so se kar privadili. No. Sej jaz še vedno veliko pozornosti posvečam družini, sicer je to zdaj vendarle bolj nerutinirano, kot je bilo prej. Otroci mislim, da niti ne zaznajo. Sem ker sem lahko, sem z njimi. Tako da mislim, da ni pretiranih težav tudi na družinskem življenju. No. Pa če rečem vendarle prosti čas, se pravi tisti, ki ostane ob poslanskih in družinskih obveznostih, kako ga radi preživljate? Ja, gremo kam v naravo, kak šport. Danes je pa še tega malo, no, ker še, mi smo še vedno v fazi malo sanacije po poplavah. Pač teče to malo počasneje, kot morda kje druge. Mi pa tudi pri tem domači zelo radi pomagajo, pa če drugega ne smo pa tam skupaj. In je tudi to preživljanje prostega časa, da ima tako reči. No. Se zanašate tudi na lastne roke, kar se tega tiče sanacije svojega doma? V glavnem na lastne roke, ja, zato da je malo več prihranka in pa tudi ko sem adaptiral 2,5 leti nazaj hišo, v glavnem sem sam delal, razen te stvari, ko moraš dati nekim izvajalcu, da imaš recimo, ne vem, centralno ali pa vodovodko, vendarle se ne moreš na sebe tukaj zanesti, da je to le za steno in mora biti kvalitetno narejeno. No. Drugače pa v glavnem tudi od polaganja keramike vse sam naredim. No. Vse obvladate. Sicer pa zdaj le ravno ugotavljajo ljudje, ko hočejo kaj sanirati, odpraviti, da je izredno pomanjkanje teh obrtniških poklicev, kaj ne? Res je, to je bilo pa pomanjkanje teh poklicov, je bilo pa že v času, bom rekel, tega nepremičninskega buma. Takrat, ko je bila obrestna mera Euriborja nizka, se je izredno veliko nekaj let gradilo in smo potem po tistem padcu oziroma 2008 leta so cene nepremičnin samo naraščale in temu primerno tudi gradnje. In je bilo teh obrtnikov vedno premalo. Zdaj v resnici se je obrestna mera dvignila, moglo bi slediti padec nepremičnin in pa tudi gradbenih del, ampak temu ni tako zaradi tega, ker so zdaj vsi vpeti v te sanacije. In je izvajalca res težko dobiti. No. Ampak tudi tisti, ki napovedujejo, pravijo, da v Sloveniji cene nepremičnin ne bodo kaj bistveno padale. Ja, vedno je pa to pogojeno z dostopnostjo kreditov. Veliki investitorji vlagajo v večje projekte. Trg je pa vendarle preplavljen z nekimi nepremičninami, ki si jih pač ljudje kupujemo za bivanje. Ne? In tam so cene največji problem za recimo vzpostavitev nekega družinskega življenja. Tam so cene previsoke. Sem upal, da bo padlo, ja, pa bomo videli, kaj bo pokazal čas. No. Torej, kaj bi zdaj, če pustiva ob strani poplave, sanacijo, kakšno Slovenijo bi si želeli, kam naj se razvija? Predvsem zelo preprosto, pošteno, srčno, iskreno, neskomplicirano, inovativno. To je zelo pomembno, ker tam, ko imamo neke inovativne trge, pride tudi večji donos denarja na zaposlenega in pa mislim, da je to v glavnem to, kar si lahko vsi želimo. Tako smo običajno v medsosedskih odnosih vsi dobri en do drugega. In kakšne so vaše politične ambicije še? Ali o teh ne razmišljate? Raje ne razmišljam, ker sem tukaj na začetku kariere. Jaz se vedno trudim v sedanjosti za najboljši izkupiček. Tudi ko so bile zadnje volitve, jaz nisem razmišljal, bom izvoljen ali ne bom izvoljen in enako bom pristopil zdaj. Seveda, verjetno bomo videli, kdo bo kandidiral, kdo ne bo kandidiral, ampak
predvsem je zelo težko v enem mandatu narediti nekaj dobrega. Zdaj ekipa se sestavlja, dosežki se bodo pokazali, so se že pokazali, še vedno številke bodo povedale svoje. Ampak zdaj to strukturo, ki je bila nujno potrebna, je nekako vzpostavljena in je to le dobro, da to nekaj časa teče, ne samo en mandat. In verjamem, da nam bo to uspelo in da bo z leti bodo dosežki veliko bolj vidni. No, čakajo nas evropske volitve, o teh se že kaj pogovarjate? V poslanski Ne, skupini razen v tem stilu, da je nekaj evidentiranih kandidatov, ki pa jih v resnici ne znam imenovati, ker ne vem, kateri so. Saj prezgodaj še, ne? Tako. V glavnem, hvala lepa za ta pogovor. Prvi in Najlepša hvala tudi vam. Ne zadnji, ne? Tako, upajmo. Hvala lepa in uspešno delo še naprej vam želim. Hvala lepa, lep večer. Tudi vam, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo se imejte še naprej. Hvala za pozornost.